Fuj, težek. Takle bolcem so rabili v Londonu, so 13-tonsk zvonc, ki mu pravimo Big Ben, v Besla gorne turen. O, mater, je težek. Dejansko imamo kočevje specialce, ki divajo takele sodnike. Drugače sem tudi jaz tukaj živ. Ja, sej. Hotel sem še povedati, da brez bolcna sem ben dvigal ne bi dvignil, pa bena roka od bagra tudi centimetra luknje ne bi skupala. Zato, ker to je kot en pant ali pa kot en sklep. Za tistega, ki ne ve, no, sej drugače je to jasno. Takole, ko gre Bobnar okrog raziskovati podjetja, izza kulisja bi rekel, ko vidiš noter v fabriki podjetju, kako se nekaj dogaja, na dan pride ven moj tehnološki firbec, tehnološki navdušenec, da vidim, a veš, kako so stvari narejene, kako firma funkcionira. Parkovan sva. Pogledala bova pa 3 področja, s čim se ukvarjajo. To se pravi proizvodnja, servis pa prodaja. Kje začnejo, Tomaž? Leta 2002 recimo, ko je Andrej odprl svoj SP, pa začel iskati tržno nišo, ampak ta prava zgodba, ki jo bomo danes opisali, se je pa začela leta 2008, ko so odprli podjetje Kovan d.o.o., cirka s 5 zaposlenimi. No in leta 2008 je tudi ratala njihova tisti main business, sorniki. In da je to šopajo na pune bombe. Greva raj not pogledati, zdaj sam naja poslušajo. Škoda se pa meni najbolj dopade. Če slučajno bolcem crkne, ga tle narede tudi sam enega, tudi tam malen strankam. Je pa fajn je rekel, v 24 urah, če se le da. Zgodba vsakega bolcna se začne pri teli luknji, ki ga noter porinejo. Na razrez. To vse avtomat kadiva, v mojem. Tlenut je pa več CNC struženc, ki obdelajo takle komad, kot ga je prej Žaga odrezala, v nekaj taga. Naprimer. Ja, na živ. Čau, zdravo. Ej, jaz očmi vidim, kva se dogaja, reže CNC, to hunta tret, ne vidim pa material, kva je fora bolcno, oziroma aj ti taga? Ja, to je pa material 42 kromov leden 4, poboljšan je pa od 900 do 1100 newtonov. Je kot kaj jasno, kva je povedal. Pojma nimam, kaj pa ti? Tudi sana se mane. Dobro. Ja, fajn. A to je pa da je kalene? Ja, tole je kalen. Materej. Veš, kaj pomeni, da je kalen? To pomeni, da je zelo na hitro segret, pa hitro ohlajen. Ampak samo do določene globine, recimo samo zunanja 2 mm. Žica, ki gre čez, ga res segreje, pa voda ga pa hitro ohladi. In ta bolcem se nav kratko odtrgal. Če bi cel trd, se bo vsak moral kar je odlomil. Tako, ko ga pa kališ sam na zunanjosti, je pa res odporen na obrabo. A ti mene sploh poslušaš? Ja, ti tak, zmer. A, tlele pa testira, trdoto. Drugač, jaz mislim, da se reče trdnost. Nisem 100%, ampak... Čakaj, to drugač, trdnost, trdota? Po mojem, da je. A pa je vse v redu? Ja. No, na tiste komad, oziroma pol bolca na kukopreku, je treba gor prišvaštati tudi prirobanco. Ko to luknjo gor natakneš, se tale zatakne med ene zobe, zato da se bolca ne vrti. Ampak ti, ki sprej že v tem segrevane govoru, tle tudi vidim, da se nekaj takega dogaja, sigurno ne veš kaj povedati. Bolcen je iz poboljšanega materiala in se čisto drugače obnaša med varjenjem, kot pa tole. Če bi hladno oboje skupaj zašvasil, bi verjetno počel tako, kot steklo. Tako da je treba bolcen fajn segreti, ampak ne preveč, ne premalo. Pa tudi tole treba malo segreti skupaj zavariti, pa počasi ohladiti, zato pa pokrijejo s tole dekco, ki je pa iz kevlarja. Tle sicer ročno divajo, tam je tudi samo je pa robota. Robota, se peva kar tja, in to bolj zanima. A pa šel, kaj pa če to preskočijo, pa pojejo naprej. Nima odsajta cel dan. Pojejo naprej.
Ej, stoj primir, pa naravnost lej, naravnost. Kam? Kaj? Padivaš? 18. Aj dosti pamet še not. Lik sem bolcen. Aha, ok. Koliko? Sem bolcen. Pamet. To je bolj malo. Drugač, poleg barvanja je tole najresnejša stvar tukaj merjenje, kontrola. Čisto vsakega posebej preverijo, če je prave dimenzije. Večkrat, ne samo enkrat. In takole izgleda paket bolcnov. Kot zanimivost, na eno paleto zložejo bolcne različnih velikosti oziroma samo tiste bolcne, ki pašejo na en dvigal. Take so zahteve. To je pa ta pušek, smo jo prej s plazmo rezali. Šibajo pa v fabriko v Bolgarijo. Je pa tle res tak občutek domačnosti stari, lej ta narezek, kakva dala pikova. Jaz bom čist po domače kar začel. Jaz tudi, si pa čakal, kršu. Pa jedu. Vrtek. Enako. Tako si pa rekel, proizvodna, servis prodaja, to je zdaj servis, ne? Kaj je tukaj pogruntala? Ja, mi dva nič, bom jaz enega majstra prašal. Pametno. Dan je živ. Lepo zdrav, živijo. Ej, tlele vidim čisto razsud bagar, mene pa zanima, ker jaz recimo rabljen ga gledam, kva moram gledati, da se nam natehne. Tako, kaj se ponavadi. Zdaj se ne bo zato, ker si na kovanu. To pomeni, pri bagru moraš vedno gledati zračnosti v drsnih elementih. Večja je zračnost, večja je možnost, da je treba stroj čim prej popraviti. Pri nas to vse zrihtamo, določimo, v kakšni fazi je stroj, obstoječe komponente izdelamo v lastni proizvodnji, na koncu sestavimo, naredimo eno super ceno, stroj po želji tudi kupcu dostavimo na dom in zaključimo zadevo. Kdaj pa recimo tisti cajt, da jaz vem, kdaj moram roko pa količka pa to prepiksnati? Ja, to je kupr starejšemu človeku. Počasi sklopi začnejo pešati, tako da ponavadi se začne zračnost na konjičku, večja je zračnost na konjičku, bolj se pozna na koncu roke, tako da vedno začnemo pri konjičku in potem testiramo na koncu, da pridemo do zaključka. Tako da zaenkrat nam je še vedno uspelo odpraviti vse zračnosti. Ja, pa to pa luknje vrtate, pa več bolcne nota, kako to izgleda? Čisto odvisno od samega popravila, pa od samega fonda, koliko imamo samega denarja na razpolago. V vseh primerih pa gledamo, da je kvaliteta na koncu zagotovljena. Lahko puše povečamo, sornike povečamo, izvrtine preborverkiramo, na novo vse povrtamo, povarimo, tako da stroj lahko spravimo v tovarniške pogoje, lahko pa jih tudi malo priredimo, ampak še vedno ne na račun končne kvalitete. Ok, ampak to je samo roka pa količek, ko pa ostali deli bagarja, ne vem, vrtiše pa vse Z sorte. veseljem se lotimo tudi zobniškega venca, ki je pod kabino bagra. Lahko kupec stroj k nam pripelje, ga mi demontiramo, obstoječi zobniški venec vzamemo v našo proizvodnjo, preverimo zračnosti, naredimo analizo notranjosti, v tem primeru lahko povečamo tečino z večjimi kroglicami ali pa naredimo novo geometrijo tečine in na podlagi tega je zobniški venec iznotraj nov, od odzunaj star, ampak funkcionira, smo jih že preko 1000 popravili. Cena takšnega popravila je pa ponavadi 30% cene novega. Kako pa recimo to se pravi, če jaz kupim tudi čist pregonenega, ga sem pripeljem, zrihtate vse, tudi poštrikate, tudi kaj? Pomod ga lahko sem pripeljete, tlele imam glih en bager, ko smo ga od nule naredili, detaljno smo ga demontirali, pobarvali v hiši, tukaj zdaj čakamo zobniški venec, da pride iz naše proizvodnje, v drugi stavbi imamo pa noter še dele na delnem popravilu, tako da v roku enega tedna bomo ta stroj popravili, da se pa rotimo res neke korenite obnove, pa rabimo mogoče cirka 3 tedne do 4, ampak je stroj lahko v nula. To se pravi, čisto prav faktor reči treba. V nulo. A kaj važno, aj tonc, aj 30 tonc? Večji je, rajši ga imamo. A kaj lažje, kaj bolj zraven priješ? Tudi to, ja, tudi to. To je bil servis, še za prodajo ga preš. Slišal? Sem, pejmo. No, da smo pa mi pri končnih izdelkah, pri bagarjah. Ti povej, kako ste sploh prišli do tega? Malej, se veš, mi že 20 let delamo v teh gradbene mehanizacije. Skusimo neke izdelke, polizdelke, zaželeli smo se pa, da imamo kar kompleten izdelek, se pravi bager. Šel sem na Kitajsko, lani, ne pol leta nazaj, pogledati, kaj sploh imajo, najdel sem proizvajalca Jučaj, kar smo mi pregledali, vrhunska stvar, smo rekli, tu bo pa naše. Imajo Janmar, Kubota motorje, različne range, od 1,8 tone pa do 23 ton pa pol, in smo rekli, tudi tu, moramo probati. A pa so bolcne tudi tako dobre, kot vaš? Boljce so na nivoje skoraj da naših, ne bom rekel, da so naše, skoraj da naših, ampak zaenkrat se jih ni smiselno popravljati, ko se bodo pa te zdrgnile, valjda gredo pa naše noter. Janez, ko pa kaj uprema? A so to bolj goli, a so že v štarte dobro upremljene, a kako? Lej, standardno mi ponujemo bagre v premium izvedbe, tu pomeni, da je že
v osnovni ceni 4x AUX ventile, žlica pride zraven že standardno. Kot dodatek lahko ponudim delovni prst, zelo uporabna zadeva za kakšno premikati hlode, za kakšno kamenje premikati, rad ga dam gor strankam. Potem mu dam zadaj kakšno protivtež, da je bolj balansiran, se pravi, da ima še tisti boljši feeling z bagrom, enostavno vse se dobi od opreme tudi s tem zraven. Čak, kako pa to, a so Vio, a so imaš različne modele? Večinoma so Vio modeli, tudi najrajši bom ko ponudim Vio model, kar so pa večji od 8 ton, je pa še trenutno zritev, ampak tudi tu bodo Kitajce naredili, da je to šlo vse v Vio varianto. Vio pomeni, da ne gre pri gosencu. Vio tako, Vio, da ima kratek zadek. Tako. Dobimo od 1 tone naprej, tu je čiste male, se pravi pikolo, potem gre od 1,8 tone, se preskoči na 2 tone, pa za mehno bolj resne stvari so pa 3 tone pa pol, 6 in 8 ton. Največji so pa 23,5 je pa največji, kar ga lahko trenutno ponudim za evropski trg. Preden se vanga usedemo, kaj pa cene? A to kaj poveš? Lej, lahko. Ta mali tonski so dobrih 5 jurjev, tale, ki je mehno večji, 1,8 je po 20 jurjev, tale 2,0 je mečkano na 20 jurjev, pa bolj resni stroji so pa 3,5, ga pa trenutno ponujam za cirka 30 jurjev, skoraj grem pod 30 jurjev, kar je pa naprej, je pa kje do 50 jurjev, približno 6 tonc. Povedo, kaj so kar dobre cene. Jaz mislim, da je to. Stroj dober, je to to. Jaz mislim, da je to. O kvaliteti pa ne smem imati dvom. Tomaž, kje so? Pojdi mi v bagar. Ja, se že igra. A bo? Vozi! Kar šel! Kaj je? Če pa ga pa še kakšen mu, se pa obrnete na kovana. To je to.